Pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovani gledalci. V naslednji epizodi oddaje Uživajmo v zdravju. Danes naj bi mi govorili o zdravi izbiri in zdravi pripravi hrane. Ne? Z današnjim gostom bova skuhala, upam, da kosilo nekaj dobrega, no, ampak še pred tem sem mu pa pripravil en test. In sicer zanima me, kako bo njegov poljaponski gen reagiral na tole, kar vam jaz gledam. Upam, da ne preveč dober. Taji-san, konnichiwa, Taji-san. Konnichiwa, Nihongo wa hanasemasen. Jaz tudi ne. Hvala Bogu. Kako si? Živijo, v redu. Pa ti? Pa štima. Glej, viš, tole sem danes nabavil, bom malo kuhala. A se hecaš? Ne, kaj pa narobe? A sem se ti s čem zameril? Ja, ne, nisi. Ne? Pa ti je pa pol bilo, da si tole nabavil? Ja, ni dobro, sladko, več ali manj. Da mi povej, no, kaj sta ti nabavil, če tako važiš? Poglej. Že na prvi pogled se vidi, da je tole zelo, zelo zdrav voziček. Dobar, imaš prav, primerjavi s tem, ja, bi rekel. A boš pa rekel, da znaš vse tele deklaracije na pamet, ali kaj? Ne, to bi se zlagal, ampak se najde tudi kakšen ta aditiv, pa kakšna maščobca, pa rečem, ampak vseeno veliko manj, kakor pa v temle vozičku. Vsaj enkrat si prebral deklaracijo. Vsaj enkrat. Če si je že nis na pamet. Vsaj enkrat. Ne, imaš prav. Klele je toliko ejev, kot jih midva v celi najnem eseju, če bi ga napisala, nima več. Se strinjam. Lej, to je bil en tak hec za tebe. Ti boš to lepo plačal, kot pošten državljan, a prav? Bom. Jaz bom pa tole vrnil. V redu. Ok, mirno. Splačal. Evo, sem. Jaz sem kar malo kondicijo zgubil, klele po mojih, ali pa dubo, no, kaj sem tole. Kako pa ti skrbiš za kondicijo, ne? Ja, šport ne. Šport. Jaz sem že od nekdaj aktiven, Ja. tako da malo fitnesa, malo karateja, čeprav karate zdaj kar malo trpi, no. Čak, pa plešeš tudi, ne? Ja, saj v bistvu glih zaradi plesa. A glih zaradi plesa? No, sam dejno, ples, no. Ne, kaj se heceš. To je malo, Gordano malo takole okrog zavrtiš in smo končali. Zgleda zelo enostavno. No, vidiš. Čeprav ni, je treba precej garati, pa precej se truditi. Ok, no tole garanje ti mi zdaj malo pa šparil, tem pelem v eno kuhno, tako fancy šmensi, ki ti ne treba nič pomivati, nič pospravljati. A si za? To je fajn. Skuho boš pojedel, če boš še zmogel, razumeš, pol pa konc. No, nekaj bom že naredil. Voilà. Odlično. A bo v redu? Kaj praviš? Bomba. Ja? Ja. Evo, se napoj že pripravljam, ja? A čisto, ne? V redu, lepo. Izredno čisto. Ja, vidiš. Tako da se skoraj bojim česa dotakniti. No, in? Tako, kot sem si zamislil. Ja, s tvojo asistenco seveda. Ja, super. Ja. Kaj pa bo to? Ajde, da vidimo zdaj. Da Še bomo pogledamo. umazala mi za tole. Ja, mala, marsikakšna dobrota. To je to. Čakaj malo, riža na vnoč, ali kaj? Ne, tokrat ne. Kako no, kakšen Japonc pa si, če ni riža, razduš? Kaj, jaz sem bolj krompirjevc, no. Bolj krompirjevc? Ja. Krompirjevc, ti sta prav Slovenc pa, ne? Čist. Kje imaš kakšen fotoaparat? Japonci malo pozirali fotoaparat, a viš, jaz bom zmer samo. Imam, evo, na telefonu. A ti ga imaš na telefonu? Ja, kaj pa mesa, ta pravega mesa, mislim, vse imamo ribe, ne? Imamo ribe, ja. Ampak, veš, eni to ne tretirajo kot meso, eni to mislijo. Ja, vem, ampak danes bo pač malo drugačna varianta, malo hitrejša, zdrava, brez mesa. Brez pravega, no, unga trdečega. Trdečega. To je tak tvoj stil, ne? Ja. To si dobro znal, res moram reči. Ja, vnačno, ja, veš, naša strokovnjakinja prav, da če že ješ meso, ne, da se mora videti vsaj tekstura, ne? Aha, kje pa je sploh ta tvoja opevana strokovnjakinja? Ja, si res. Ja, ona je pa zdaj še v Slovenj Gradcu, pa dajmo si pogledati, kaj ona počne, kako ona maltretira tiste dijake na srednji gostinski šoli. A tako hudo je? Dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Pozdravljeni. Dober dan. Mi se ves čas trudimo tudi pri pouku, da pripravljamo z dijaki hrano, ki je zdrava, dobra in hkrati tudi lepa za oči. To, da vejo gostinci in pa kuharji, kaj je prav, je zelo pomembno.
Že na začetku morate prav zbrati prava živila, ki so čim manj mastna, manj sladka, manj slana in da so polna vitaminov, mineralov in pa drugih hranilnih snovi. Pa ne samo to, potem jo morate zdravo pripraviti in na koncu še zložiti na zdrav krožnik. To, da so v pravem razmerju živila oziroma hrana, pa tudi, da ni preveč kalorična. Zato se mi zdi, da je čisto prav, da smo danes tukaj. No, to se ves čas trudimo in če ste za to, bi kar začeli. Naši dijaki čakajo, pa bi najprej začeli s pripravo zelenjave. Ja, tule smo najprej oprali zelenjavo in sicer v celem kosu pod tekočo vodo, da čim manj izlužimo ven hranilnih snovi in mineralov in vitaminov. Tule smo zelenjavo tudi že narezali in sedaj bomo to zelenjavo dali na toplotno obdelavo. Kako pa vi to pripravite? Običajno zelenjavo kuhamo v mali količini vode, da se tudi ne izluži veliko teh rudninskih in mineralnih snovi. Danes pa jo bomo kuhali v sopari, ki je tudi najbolj zdrav način priprave zelenjave. Nekaj pa jo bomo dušili v lastnem soku oziroma z dodatkom malenkost vode. Tukaj se bo soparila zelenjava. Tako, pa še bomo dali nekaj cvetače zraven. Še malo blice bomo dali zraven dušiti. Takole in počakamo kratek čas. In ko je zelenjava pripravljena, ko jo vzamete iz vode oziroma ko je že dušena dovolj, na koncu dodajate maščobo? Običajno ne, če pa že, pa damo zelo, zelo majčkeno žličko olivnega olja. Ste varčni pri maščobi, kar je prav, seveda. Pripravili bomo tudi nekaj cvrtih jedi. In sicer bomo ocvrli krompir in sojine zrezke. Pri cvrenju sicer vedno uporabljamo sveže olje, sicer se pa cvrenja itak izogibamo, ker to pač vemo, da ni zdravo. Ja, to je res, pri nas v slovenski prehrani je veliko preveč cvrtja, pohanja, zrezkov, pomfrija, čipsi. Skratka, cvrenja se je potrebno res izogibati, veliko preveč maščobe dobimo, nezdrave maščobe. In pa tudi veliko preveč kalorij. Tudi ko cvremo pri nižjih temperaturah, tudi zato, da se olje ne pregreje zaradi škodljivosti maščob. Ja, velike temperature so nasploh škodljive pri pripravi hrane, tako pri teh škrobnih živilih, kot je recimo krompir, se tvori zelo škodljiva snov akrilamid, ki je pravzaprav rakotvorna, pa tudi pri mesu nastajajo škodljive snovi pri visoki temperaturi, tako da to je treba dodatno vedeti. No, po cvrenju tudi mi vedno olje zavržemo, ker vemo, da pregreta olja niso zdrava, tako delamo tudi v šoli in stremimo tudi za tem, da bi se to preneslo v industrijo oziroma v restauracije in v gostilne. V bolnišnicah pa cvrejo že na sodoben, zdrav način. To je cvrenje v konvektomatih, to so sodobne naprave, kjer samo položijo recimo panirano živilo, samo malo poškropijo z oljem in dajo na nižjo temperaturo in je ravno tako dobro in bolj zdrav način. No, poglejte, kakšna energijska in maščobna bomba je zdaj vse skupaj. In to je nažalost tolikokrat praksa v naših gostilnah, pa tudi na domačih krožnikih. Ja, nažalost imajo ljudje še vedno najrajše pečeno in ocvrto meso, ocvrt krompir, ampak izogibamo se tega, kolikor se pač le damo in tukaj smo pač prikazali kot en tak primer zelo nezdravega krožnika. Dvakrat ocvrto, majoneza, ki je polna maščob. Pa še zelo, zelo prevelik zrezek. Pa še prevelik zrezek. Kako pa vi kot strokovnjakinja predlagate oziroma svetujete, da pripravljamo meso tudi glede na velikost in toplotno obdelavo? Meso je že pomembno, da ga prav zberemo, ko ga pač kupujemo, da je čim manj masno, da ga obrežemo maščobo. Priprava v foliji, v lastnem soku, celo z zelenjavo je zelo priporočljiva, okusi so boljši in pa seveda malo maščob in veliko manj energije. Zelo pomembna je tudi priprava različnih solat in pa zabele. Tukaj zelo veliko olja običajno zlivajo ljudje na solate, pa tudi različne kalorične polivke. Uporabljate vi olivno olje? Ja, običajno uporabljamo oljčno olje, ampak zares v zelo majhnih količinah. Sicer pa, kadar prelivamo solate, raje uporabimo posnet jogurte,
se pravi jogurte z čim manj maščobe in temu dodajamo veliko drobno sesekljanih svežih začimb in zelišč. Pri pripravah se pa ne izogibamo samo olj, ampak tudi soli. Običajno ljudje preveč solijo solate in tudi pri tem pazimo, da čim manj soli uporabljamo. Je zelo problematična v zabelah in v pripravah različnih polivk in pa tudi omak smetana, ki je tudi živalska maščoba koncentrirana in se je lahko res izognemo z uporabo recimo posnetih jogurtov, mleka, bešamelov. Sol pa seveda v prehrani Slovencev je res, lahko rečemo, zelo velik problem. Zato je dobro, da se izognemo pri kuhi oziroma da ne dosoljujemo pri mizi. In s prehrano si lahko kar dobro pripomoremo k boljšemu zdravju. Prehrana je en od ključnih dejavnikov varovanja zdravja, pa seveda tudi pokvarimo lahko to zdravje zelo učinkovito. V naši poklicni gostinski in lesarski šoli izobražujemo kadre, ki bodo kasneje v življenju skrbeli za pravilno izbiro hrane, za pripravo hrane in ponudbo, serviranje v vrtcih, šolah in gostinskih lokalih. Zelo se trudimo, da dijaki znajo izbrati živila, pravilne postopke priprave zdrave hrane in jih vključujemo v različne projekte. To so mednarodni projekti tudi in smo tako v okviru projekta Comenius sodelovali s Finci in se tam dosti naučili, saj vemo, da je Finska država, ki je v svojem programu zelo zmanjšala pojav sodobnih bolezni srca in žilja in sladkorne bolezni. Dijaki tudi nastopajo v tekmovanjih, kjer dosegajo zelo dobre rezultate. Na šoli pa se lahko pohvalimo, da imajo organizirano malico, ki bo v kratkem tudi topel obrok. Skrbimo tudi za gibanje s pomočjo športnih pedagogov, ki se trudijo za pestro izbiro aktivnosti. Ok, Taži. Ja. Zdaj, ko sva si umila roke, pa vse tole lepo pomila. Zdaj pa točno ti meni povej, ker sem tvoj asistent, ne? Da bom vedel, kaj boš mogel narediti. Ja. Ja, jaz sem kar zaposljiv. No, v glavnem, glavna jed bodo teli metuljčki, potem bomo naredili posebno omakco, kjer bo malo tega posušenega paradižnika. Pa še to, ti boš tlele glavni za tofu. Te bom prosil, če ga boš kar lepo zmariniral. Dobro zvrati, ja. Boš? Imaš izkušnje s tem, ne? Aha, pa še tole, ne? Ja. Dobar dan, ne? Živijo. Aha, vidim, da imamo obiskovalce. Ja, kaj? Lačne. Lačne obiskovalce. Lahko naredijo en kaprezi. En kaprezi. Trenutek, ali prav? Se bova zavrtela. Ok, ja, pa greva pa kar v akcijo. Kar, najboljše. Dobro ti gre od rok. Kdaj nekaj. Jaz se malo lovim tlele. Vilčke, takele. Bodo. Roke sem si umil, veste. Zakaj se vam tako trecajo? Zato, kad tako hitim. Vilčke. Ja, zdaj pa probati. Zdaj pa morate povedati. Zdaj pa morate, ja. Pa tlele še muhca. Ja, treme zdaj, ne? Ja, tole sva študirala kakšen mesec, sva se pripravljala. Še dobro, da ni ožice. Vmes mi ti lahko poveš. Hvala. Ja, tudi vam. Enako. Sploh ne vem, če bi sploh kaj drugega še delala. Ne. Nekaj ne ostane. Tole je pa čist zmaga, ne? Čakava, da tole zavre. Oziroma, za tofu si mene, ne? za tofu sem tebe pooblastil. Ja. V glavnem, ko vem, da to rad pripravljaš, da obvladaš. To so zgleda taki čudežni lonci, veš, da... A kar usedam, ne? Se sem velika fanta, ne? Ja. Takole. Jaz vklopam štoparco. V redu. Jaz pa se vržem na tofu.
Tajži, zdaj pa ti meni povej, kako si ti zrastel tak velik, pogumen, hraber fant, kakor si. Ja, dobro so me futrali, ne? A so te? Ja, kva pa? S čim pa so te futrali? S samimi dobrotami. Ja, kva pa vem, jaz ne vem. Zdi se mi, da me je malo tudi košarka raztegnila. A ja? Ja, Si treniral? sem. Koliko časa? V bistvu 13 let. 13 let. Ja. Zdaj pa karate, ne? Zdaj pa karate. Koliko časa pa to? To je pa 5 let zdaj. Točno 5 let. 5 let. In to se mi zdi, da je malo bolj kot plesanje, no? Ti meni povej. Ja, sej lahko bi po eni strani tudi malo primerjal ples pa karate, Ja? ker gre jasno za kontrolo telesa, za gibanje in tako naprej. Čeprav na začetku mi karate nički dosti ni pomagal tle pri plesu, ne. Ker so čist drugačni položaji, drugačni stavi, drugačna koordinacija in me je prej motil, kot pa mi koristim. No. Točno, ti si tudi Moram biti aktiven. No. zelo priden potapljač, ne? Ja, dosti se ukvarjamo s podvodnim ribolovom v bistvu, no. Bolj kot s potapljanjem. Ja? Tako da ogromen ribce pojemo in to tako sveže, da je ta najboljšega okusa, ker je v bistvu ne rabiš sploh nobene posebne priprave, ampak jo lepo samo spečeš na žaru in je sveža ribca res. Že mi Olga vidim, da da zmeraj tako malo rožmarin. Ja. No, sej, kakšno tako zelenavco, ja. Ampak drugače pa, da bi res ne vem kaj zraven dajal, pa ne, ker je že sama riba tako dobra, pa tak okus da je noro. Čim manj komplicirano, ne? Čim manj komplicirano. Kako vam vidim, da je čim manj komplicirano? Lahko se tudi lotva, pa mečken parmezan naribava. No, to pa jaz tebe gledal, veš? No, boš. Kako pa to, da riža ne ješ ti? Vsega pojem, ampak če že glih moram. No. Kolikrat pa greš pa recimo v kitajsko ali po japonsko restauracijo? Japonsko restauracijo si kar doma izvedemo, pri očetu, ne. Ja. To se dobivamo redno in si naredimo suši. A ja? Ja. Odlično. Je sicer ena taka posebna vrsta, ki po mojem tudi vsem v Sloveniji bi bila zelo všeč. Do zdaj je še vedno bila vsem, no, vsak je prišel na obisk. Je pa tako, da se v bistvu pripravi sestavine, pa si pa ti sam sestavljaš suši. Z osnovo imaš algo, pol gor imaš vedno riž, no, jasno, suši ne more biti krompir. Pol daš pa gor malo hrena, pa imaš pa... Wasabi. Ja, un je ta hud, ja. Pa imaš pol lahko tuno, lahko imaš losos, kumare, jajček, Avokado. tudi avokado, pa ti zviješ, lepo pomočeš v svojno maco in uživaš. Strange color, a color blue. Yeah, a color blue. Kje začimbe najraje uporabljaš? Pa zakaj? Zakaj? Ja, zaradi okusa, jasno, ne. Ker že majhni takile dodatki, recimo kot rožmarin, pa timijan, bazilika, dajo en tak, tako kot prej rekel, piko na i. A veš? Koliko pa ti soliš? A veš, da bi jaz ponavadi solim, pa še skoraj še manj. Solim skoraj nič, no. Pa ne vem, tako sem navajen iz domače kuhne in enostavno zelo malo soli uporabljam. Ja, jaz bom dal zdaj še olive noter, črne olive, te imam najrajš, ponavadi kalamata. Kalamata, ja. Pa še malo bazilike, pa timijana. Tako, evo, zdaj pa finalni obračun pri koralu.
Čuj, nekaj smo scmarila, ne? Saj zgleda dobro, ta že. Ima pa še koruzo. Se smo skoraj pozabili. Ne, to je taktična fora. Ja, to je ta. Res, če ni klele pred mano, pred nosom, pa kar pozabim. Zato si moj asistent. Pa, ko se už pa tudi to zapomnil, už pa ti za glavko. Kaj pa sladice, dragi moji? Na sladico me pa... Prodala duša, končno, šipka Pisme pa točka. lahko, ja, skoraj vsak. Ja? Tam pa padem, no. Zdaj mogo pa še izmišljati. Čak, dva krožnika, ne? Kar 3 dajte. A, 3? Nazaj. Kar To je nekaj pa Jožica. časa. A, to je Jožica. Aha. Kar nekaj časa jo že opazujem, Ja? tako da bo ocena lažja. Ja, kako naj boste pa kaj ocenili? Pozdravljen, Tajši, Jožica tukaj. me veseli. Se bomo kar tikali, ne? Najbolj. Če bomo že skupaj nekaj pojedli, bomo Dajmo, se bomo dajmo. pa še tikali. Saj res, kako je bilo pa kaj na šoli? Mladi kulinarični mojstri so me prepričali, da bomo v bodoče bolj zdravo jedli tako v gostilnah, kot tudi v šolah in vrtcih. Jožica. S tem, da imamo še eno presenečenje, ne? Ja? Za pribor. Si res? Da ne bo preveč presenečen dan. Ne bo. Ne bo. Ti se ni zabavati. Set, Jožica. Kar. Ena palčka Ja. in druga palčka. Ta že bo vzel, ne? Izvoli. Hvala. Takole, 4 so viška. In primaš približno takole. Viš? Ne, kar gordaj. Takole, pa daš tako. A veš, Bravo, bravo. Poglej, poglej. Ena je fiksna, ne? Ja, Ena je fiksna, ta druga ta druga se pa pa približa. sem zraven. Ja, Takole, čakaj, še malo, takole pa drugo. tudi to spada k zdravi, počasni prehrani. Ja. A boš kar probala? Jaz zagovarjam, to, kar je ta že danes naredil, da se kuha sopar maksimalno. Da ni onega vročega olja pa teh stvari. Kaj praviš? Ko vidim, da ste vidva vse to upoštevali, oziroma da sta prava mojstra. Tako, kot smo danes naredila. Tako. V glavnem to zelenjavo smo kar dušila, da čim več hranilnih snovi zadrži vitaminov. Ampak Jaz tale... sem pilce prinesel, veš? Ne, zdaj pa se ne vdam. Ja, moram priznati, da je tuna iz konzerve. Ampak je bila pa v lastnem soku. Odlično je. Prava pestrost okusov. Verjetno ste uporabili veliko začimb. Ja, tudi timijan, baziliko. Tajži, kako ti nabiraš svojo kondicijo s karatejem, a tudi s plesom? Ja, zdaj zadnje čase bolj s plesom, kot pa s karatejem. Ja. Kampaj. Pojedli smo. Kampaj. Fantastično. Nekaj še manjka, ne de? Aki, Ne se ti jaz te bom prosil, da greš poskrbeti za sladico. Jaz bom šel pa z Jožico pa še na en ples. A ja? To je pa tudi posladek zame. Kot asistent bom to naredil. No, hvala. Prav, se dobimo. Medtem ko ona dva poplesavata, ne, bom jaz tole izkoristil za nagradno vprašanje. A ne da? In sicer, povejte mi, kako je najbolj zdravo pripraviti hrano? Ali je to A, cvrtje, praženje, pečenje z čim več maščobami, ali je to B, pogrevanje starih konzerv oziroma juh iz vrečk, ali je to C, dušenje, soparjenje z čim manj dodanih maščob, soljo in sladkorja. Kaj bi to bilo? Seveda, boste odgovore poslali prek spletne strani www.vzivamo.com, kjer boste našli tudi forum, galerije, vse, kar vas v tem zanima. A ne? Ja. Se vidimo spet naslednji teden, ko bomo skupaj uživali v zdravju.
ena je moja.